včeraj smo se poslovili od mojih staršev, ona da sta šla naprej, ker se ima že malo bolj mudi proti domu. Nama se ne in sva lahko počasnejša. Skupaj smo bili, mislim, da 17 ali 18 dni, tako da kar dolg čas. Smo pa mi ostali včeraj tle na mestu in kljub temu, da so bili kar visoki valovi, v bistvu očitno so bili kar nenavadno visoki, ker so tudi domačini jih prihajali slikati, celo policaji tudi, ki so nama drugače tudi prinesli pomaranče in ne vprašali, če kaj rabva. Tako da ja, potem so se mi to preparkirala za 31 metrov, kjer so bila malo bolj od vode umaknjena in hvala Bogu, da sva se, zato ker so tudi domačini prihajali svoje čovne, ki so jih imeli sicer na plaži, so jih tudi premaknili bolj v notranjost, ker se je voda res višala, tako da tam, kjer so bila na začetku parkirana, naj jo sicer ne bi odplaknili, ampak kakšen val pa bi naj jo zalivno. Tako da je bila bolj mirna noč. Na srečo. Tako da pa tam je bila boljša voda, tako da zjutraj smo zdaj še cel kemp razpravljala, ker je bil veslan, ker je od teh valov vse pršil. Nafilala so še vodo oziroma dofilala, tako da zdaj smo čist sveži. Gremo pa naprej do enega Ancient Cityja oziroma starodavnega mesta, pa bomo videla, se ga bomo že danes gledali ali pa jutri. Včeraj smo se sicer parkirali blizu teh ruševin zgodovinskih, ampak je kar pihal, pa ful so bili tudi veliki valovi, tako da se je Šnofka malo bala, tako da so se odločila, da boš, da gremo danes, tako da zdaj smo na poti tja. Ja. Anemurium, ki v turščini pomeni vetrovni rt, je najbolje ohranjeno starodavno mesto v Turčiji. Njegovo ime se je prvič pojavilo v rimskih zapisih v 4. stoletju, saj so prav tu Rimljani imeli svoja pristanišča. Prav zaradi stalnega uvoza in izvoza je mesto do zasedbe Sasanidov prosperiralo. Kasneje je sicer precej oslabelo, a je nato do 6. stoletja ponovno obogatelo. Med arabskimi napadi so prebivalci mesto zapustili, a se s tem burna zgodovina ni končala. V 11. stoletju so Anemurium zasedli Seldžuki, v 16. pa Otomani. Še danes je večina zidov presenetljivo dobro ohranjenih. Najzanimivejše stavbe, ki si jih lahko ogledamo, so gledališče, dvonadstropno javno kopališče, nekropola, akvadukti in svetilnik. Na nekaterih delih lahko še vedno občudujemo tudi prekrasne črno-bele mozaike.
tale avto se je zakopal na plaži in Rok že milijontič rešuje situacijo z najnimi podlogami. Večkrat jih drugi rabijo, kakor midva. Danes je bilo zjutraj deževno in zdaj se je sicer že čez jasnil, ampak ja, zjutraj je bilo pa deževno, plus tega je pa 1. decembrski dan in nama je kar zadišala jabolčna pita. Sva zdaj naredila v Omni in moram priznati, da se zelo dobro obnese in da sva zelo zadovoljna z rezultatom. Danes je potem popoldne res čez jasnil, tako da smo imeli še lep sprehod, Šnofka je imela še žogico, tako da je bil na koncu res lep dan. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dijam.